Dobrodošli na 41. Nikodemovih večerih tukaj v Mariboru, tokrat v organizaciji Amosa in Univerzitetne župnije Maribor, novoustanovljene. Torej smo veseli tega. Posebno lep pozdrav pa velja našemu častnemu gostu, gospodu Načkofu, pa tudi podžupanu, gospodu Luketiču in njegovi soprogi, ki so danes med nami. Torej, hvala lepa za obisk. Seveda pa posebna zahvala gre današnjemu gostu, gospodu Emeršiču, ki bo imel predavanje danes, da se je odzval. Poznamo ga kot kompetentnega predavatelja, zelo razgledanega človeka. Več bo o njem povedal kasneje moderator. Torej, hvala lepa tudi vam, da ste se udeležili, da ste sprejeli izziv. Torej, za začetek bom prebral kot molitev iz Svetega pisma en odlomek, ki se mi zdi primeren za današnji večer. Je pa iz Matejevega evangelija, 5. poglavje. Vi ste sol zemlje, če pa se sol pokvari, s čim naj se soli? Ni za nič drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Torej, to ne bo kot molitev za uvod. Sedaj pa vabim sem gospoda Načkofa, kot častnega gosta teh večerov, da odpre letošnje večere. Dober večer vsem vam. Slovenija je vedno bila na prepihu. In to na prepihu različnih tokov. Še posebej lahko rečemo to za 20. stoletje, ko sta se nas dotaknili dve vojni in pustili kar velike posledice. Lahko bi rekli, da še vedno jih čutimo. Imeli smo to nesrečo, da smo v prvi svetovni vojni v imenu drugih narodov, ki so se borila drug proti drugemu, se mi ubijali med seboj. Vse to je v narodnem tkivu pustilo delitve, pa tudi rane. Prav tako tudi v drugi svetovni vojni smo bili razdeljeni med nemško, italijansko, madžarsko in tudi potem komunistično revolucijo, smo zopet imeli ta nesrečen trenutek, da smo se zopet ubijali med seboj. In vse to je zopet pustilo neozdravljive rane in nezaupanje med nami. Da ne govorimo potem po vojni, ko smo se pokoravali komunistični diktaturi in so potem doživljali te poboje kot nasprotnikov revolucije. Končno smo dobili svojo državo in smo začeli iskati svojo identiteto, rasli v svoji identiteti. Začeli smo pisati nov list naše zgodovine, ampak malo smo se vključili v Evropsko skupnost, v ta širši evropski prostor, kar pa je zopet povzročilo krizo naše lastne identitete. Kajti ta je že itak bila šibka, ko smo se pa začeli pospešeno soočati s politiko integracije z drugimi kulturami, smo potem srečali tudi islam, ki je nam tuja religija v Sloveniji. Poleg tega pa je doba tehnične modernizacije prinesla tudi spremembe v načinu komunikacije, s tem pa drobitev skupnosti na posameznika, ki postane potrošnik, in tudi človek, ki je vedno bolj voden od medijev, ki ne razmišlja sam, ampak v imenu njega druge razmišljajo in tudi drugi odločajo o njem. Kako se torej znajti v taki situaciji? Kaj je pravzaprav tisto pravo, za kar se je treba odločiti?
V vsakem od teh obdobij je bilo na udaru krščanstvo, še posebej katoliška cerkev, ki je tista tisočletna identiteta našega naroda. Gotovo je na mesto, da si postavimo vprašanje o nas samih, kot je bilo prej rečeno, o naši identiteti v odnosu do drugih. To stanje, ki ga živimo, je doživljanje, da smo v družbi kot kristjani porinjeni na rob družbe. Postavlja se nam torej logično vprašanje, kot kristjani, kam se lahko umestimo v sedanjem prostoru in času? Kje je sploh mesto za nas? Papež Frančišek nas večkrat opogumlja in pravi, da to stanje, ki ga živimo, moramo spremeniti v stanje upanja. Kajti kristjani naj bi bili upanje za jutri, ampak vprašanje kako? Pred nami so torej 4 dnevi, ki bodo poskušali dati odgovor vsaj na nekaj smernic, kako priti do teh odgovorov na omenjena vprašanja. Zato z veseljem odpiram 41. Nikodemove večere željo, da nam pomagajo pri iskanju odgovorov na ta vprašanja, ki se nas dotikajo, pa smo pred njimi dostikrat nemočni. Hvala gostom, ki so sprejeli naše povabilo, da nas bodo uvedli v razmišljanje in bodo potem odgovarjali na naša vprašanja. Dragi udeleženci, vesel sem, da ste si vzeli čas in da ste se odločili za obisk letošnjih Nikodemovih večerov. Upam, da se boste domov vračali zadovoljni in obogateni. Naj nas spremlja v tem našem iskanju Božji duh, duh resnice in modrosti. Lepe večere. Torej, z Jurjem Pavlom Emeršičem se poznava že zelo dolgo, mislim, da 20 let, sva rojaka, on prihaja z Ptuja, jaz prihajam iz Frama. Skupaj sva gulila tudi študijske klopi v Ljubljani, konec prejšnjega, v začetku tega tisočletja. In moram reči, da sem že od vsega začetka se predvsem čudo Jurjevemu pogumu. In še zdaj, kadarkoli preberem kako njegovo besedilo, se vprašam, odkot za Božjo voljo njemu tak pogum, jaz pa si tega ne upam. In eden od odgovorov je seveda ta, da je Jurij tudi sin svojega očeta, žal pokojne duše, lahko rečemo, ptujskega krščanskega kulturnega življenja, Jakoba Emeršiča, ki je desetletja dolgo vzdrževal neko krščansko kulturo na Ptuju in ki je, mislim, da tudi oče Viktorinovih večerov, ki zdaj že kar dolgo potekajo na Ptuju. No, Jurij je takrat, ko se nam kaj dosti o zgodovini, politiki, družbi ni sanjalo, že točno vedel, kako in kaj. In je eden redkih, ki je premočrtno vztrajal na začrtani poti, razumel slovensko družbo do obisti in za kar sem mu posebej favš, odlično dela z dijaki na gimnaziji Želimlje, kar pomeni, da je res v stiku s prihodnostjo slovenskega naroda in tej prihodnosti zna res na vabljiv način predstavljati različna zgodovinska obdobja, organizira zelo odmevne in za dijake zanimive ekskurzije, predvsem pa skuša v teh težkih časih, pod narekovaj ali pa tudi ne, razsvetljevati slovenske ljudi o tem, kaj se nam je pravzaprav zgodilo v 20. stoletju. Pri tem se bojim, da ni vedno uspešen, je pa vedno zelo pogumen in vsako njegovo besedilo, ki ga na srečo lahko preberete tudi na našem portalu časnik.si, da še malo naredim reklame za svojo firmo, je res branja vredno.
Sicer je tudi magistriral iz zgodovine in se ukvarjal s skrbjo, ki jo je jugoslovanska in slovenska komunistična oblast namenjala slovenskim izseljenskim duhovnikom. Ta njegova magistrska naloga je bila tudi večkrat nagrajena. Danes pa je aktiven tudi v različnih družbenih organizacijah, v Zboru za republiko, v Krščanskem forumu Slovenske demokratske stranke, v Novi slovenski zavezi in vse povsod skuša večati zavest o slovenskem in tudi evropskem 20. stoletju, ki nas je tako zelo zaznamovalo, kot smo tudi že slišali v uvodnih nagovorih. In danes bo govoril o eni svojih priljubljenih tem, o stičišču totalitarizmov in prepričan sem, da bomo z tega večera odšli obogateni. Pa prosim, Jure. Alešo, hvala za te spodbudne besede. Vidim, da je zelo pobrskal po moji zgodovini, sicer po samo lepih plateh, tako da boljš kot je to delala včasih Udba. No? Hvala lepa. Predavanje stičišča totalitarizmov bi začel z francosko revolucijo. Namreč številne periodizacije zgodovine omenjajo francosko revolucijo kot nek zelo pomemben mejnik, kot neko krono razsvetljenskega obdobja, pri čemer pa je zanimivo, da je ta in revolucija in tudi razsvetljenstvo vedno predstavljeno mogoče malo nekritično, izrazito pozitivno, ne, kot neko, bi rekel, neka taka prelomnica, ko se začne neka moderna doba, svoboda, bratstvo, enakost, politične pravice, boj za demokracijo in tako naprej. Ne. Vendar, če se nekoliko poglobimo v to dobo, lahko odkrijemo pa tudi neke manj lepe plati tega časa. Namreč ugotovimo, da je ta doba in te spremembe, da so prinesle tudi veliko negativnega. Krščanski bog, ki je bil recimo strani Voltera razglašen za čisto neumnost, naj se omakne, v ospredje pridejo deisti, ki pač učijo, da Bog sicer nekje je, vendar to ni krščanski Bog, to je nek Bog, ki je naredil svet, potem pa se je umaknil in se za svet ne zanima več. In zdaj smo mi tisti, ki jim lahko z našo pametjo vodimo svet. Ne? Se pravi, Bog nam je dal pamet, neko božansko pamet in s tem božanskim razumom lahko mi perfektno vse vodimo. Ne? To je bil vzpon tega liberalnega optimizma, ki uči, da človek lahko fantastično vse naredi. Zdaj, ta liberalizem je vedno doživel krize v vojnah, ne, zlasti v prvi svetovni vojni. Takrat se je namreč najbolj razgalilo, da to, kar so učili razsvetljenci, da v bistvu ne drži, da je človek lahko tudi pošast in da tega nebesa, teh, bi rekel, raja na zemlji, kar so obljubljali, ne bo uspel zagotoviti. Poleg tega je revolucija prinesla tudi kritiko kulture in Rousseaujev krik nazaj k naravi, ki se ga vedno nekako kot nekaj pozitivnega citira, je v svojem jedru zelo problematičen. Ne? Kajti ta Rousseaujev klic nekako izhaja iz tega, da je celotna civilizacija, celotna kultura, vse, kar smo ustvarili, je v bistvu šlo v napačno smer, je pokvarjeno in zato se moramo vrniti nazaj k nekim, bi rekel, predcivilizacijskim nekim izhodiščem, kar pa dejansko pomeni vračanje na neko predcivilizacijsko stopnjo. Seveda to je nujno povezano z nekim razbitjem, uničenjem aktualnega reda, ne? Kar pomeni, da na nek način mogoče ne vede
je s tem tlakoval pot tem revolucijam, ki so bi rekel, uničevalno delovale, razbijale civilizacijo, kulturo in tako naprej. In to bo značilnost vseh totalitarizmov, ki se bodo kasneje dvignili v 20. stoletju, že prej, vendar predvsem v 20. stoletju bodo triumfirali, se pravi uničiti vse, kar je tukaj, kar je civilizacija ustvarila, je potrebno uničiti, da lahko ti nekaj začneš nekaj svojega ustvarjati. Ne? Bi rekel, zadnji tak primer imamo iz Sirije, pa drugod, kjer je samozvana islamska država lani, predlani uničevala, recimo uničila praktično vse, kar nam je tam ostalo od stare asirske civilizacije. V bistvu kar ni, česar niso Francozi, pa Angleži, pa Nemci pobrali in v svoje muzeje lepo varno pospravili, je bilo uničeno. Ne? Pa recimo uničevanje arhivov, muzejev, vse strani komunistov v španski državljanski vojni in tako naprej še bi lahko naštevali. Ne? Se pravi, vedno vsi totalitarizmi grejo na nek način nazaj k naravi, ne? Nazaj na neke prvobitne odnose, ker je po nekih, bi rekel, neki prazgodovinski odnosi, kjer imamo na vrhu nekega plemenskega vodjo, potem pa so vsi enaki, vsi ljudje enaki. Ne? Pod njim, se pravi, imamo enega Führerja, če hočete, ne? Potem pa vsi ljudje neka uravnilovka, ne? Kar so vsi totalitarni sistemi spodbujali. Ne? To uravnilovko, tako pri komunistih kot pri nacistih, ne? Ein Volk. Vsi totalitarizmi, torej, ki so vzklili v tej razsvetljenski dobi, so tudi obljubljali raj, prinesli pa so revolucionarni pekel. Če pogledamo kar prvo, ki je nekako, bi rekel, odprla to dobo, francoska revolucija, ki se je začela z nekimi, bi rekel, na začetku precej perspektivno, ne, se je zaključila z strahotnim jakobinskim terorjem, z rušenjem cerkva, z zaplembami premoženja, z giljotiniranjem političnih nasprotnikov. Ne. Tu imamo en tak prikaz, en tak pamflet, ki nekako kaže dogajanje, to revolucionarno dogajanje, ko so dejansko stvari ušle povsem izpod nadzora. In ta revolucionarni teror je zelo vznemiril številne, bi rekel, mislece kasnejše dobe, tudi ko so se stvari umirile, da so začeli se poglabljati, kaj se je sploh zgodilo v tej francoski revoluciji. Ne? In se mi zdi najbolj fantastično je to povzel francoski diplomat, zgodovinar Tocqueville, ki je leto dni pred smrtjo, tam sredi 19. stoletja, je v trenutku, ko je bil sredi dela z drugim zvezkom o revoluciji, predstavil svoje probleme in stanje svojih raziskav svojemu prijatelju in mu je pisal v pismo. Citiram: "Poleg tega je v tej bolezni francoske revolucije nekaj posebnega, kar čutim, ne morem pa niti opisati, niti analizirati vzrokov za to. To je virus nove in neznane vrste. Bile so na svetu nasilne revolucije, toda neumerjena, nasilna, radikalna, obupana, drzna, malo ne nora, pa vendarle mogočna in učinkovita narava prav teh revolucionarjev nima precedensov. Tako se mi vsaj zdi, v velikih družbenih nemirih minulih stoletij. Od kod ta nova pobesnelost? Kdo jo je izzval? Kdo jo je naredil tako učinkovito? Kdo jo nadaljuje? Še zmeraj smo namreč pred istimi ljudmi, čeprav so okoliščine drugačne in razmnožili so se po vsem civiliziranem svetu. Duh se mi izčrpava, ko hočem dojeti čisti pojem tega predmeta in poiskati sredstva, da bi ga dobro naslikal." Pomeni, mislec, raziskovalec pa preprosto ni mogel ugotoviti, kaj je tisto, kar žene te radikalce, te revolucionarje. V času, ko je Tocqueville to pisal, se pa je na glavnem trgu v Bruslju zgodila predstavitev ene knjige. To je Mesarski ceh, številko sem pozabil,
tam, kjer je tista gos ali nek piščanc, tam vidite gor nad. Danes je tam neka gostilna, se mi zdi. In noter v tej stavbi sta leta 1848, prav takrat, ko smo Slovenci dobili svoj nacionalni program, sta Marx in Engels predstavila svojo knjigo Komunistični manifest, s katerim sta, tako sta tudi razumela, sama in kasneje njuni nadaljevalci nekako nadaljevala tisto, kar so začeli Jakobinci, ker kasneje tudi boljševiki so sebe nekako razumevali kot nadaljevanje jakobinske revolucije. In te nauke, ki sta jih Marx in Engels zapisala, je kasneje zelo natančno med eksilom v Zürichu študiral Lenin, ki je bil nadaljevalec te misli in bi rekel, je uspešno izvedel revolucijo v Sovjetski zvezi pred 100 leti in nekako bi rekel naredil prvi uspešen eksperiment, se pravi vzpostavil komunistično državo, dobro, če izvzamemo Pariško komuno, ki se tudi včasih nekako ponuja, ampak je gotovo Lenin tisti, ki je tukaj, bi rekel, ima odločilno vlogo pri ustanovitvi oziroma pri izvedbi oktobrske revolucije. In kar je zanimivo, ko je Lenin umiral, se je v Nemčiji vzpostavila delavska stranka, nacionalsocialistična delavska stranka, ki jo je v tistem obdobju na začetku 20. prevzel Adolf Hitler. In kar je zanimivo, tukaj je en članek, ki je izšel v New York Timesu leta 1925 in pravi, dr. Goebbels, kasnejši pomembni nacist in bi rekel promotor tega nacističnega gibanja, je poudarjal, da je Lenin največji mož takoj za Hitlerjem, ne? In da je vera med eno in drugo, govori vera, ne? Se pravi, da je razlika med enim in drugim totalitarizmom zelo majhna. Dejansko sta študirala oba iz istih učbenikov, in Lenin in Hitler, ne? Oba sta študirala iz Marxa in Engelsa, oba sta se tam učila, konec koncev Marx in Engels sta prva v zgodovini, verjetno v sodobni gotovo, tudi, bi rekel, predlagala genocid nad, bi rekel, ne samo nad rasami, ki ne sledijo temu zgodovinskemu razvoju, dovolj hitro, recimo Baske, Srbe, Slovane nasploh, ne, bi po hitrem postopku iztrebila. In torej Hitler je ustanovil to nacionalsocialistično delavsko stranko in zgodovinar Besançon imenuje Hitlerja in Leninovega naslednika Stalina oziroma njuna totalitarna sistema imenuje kar dvojajčna dvojčka. Namreč oba politična sistema, kot rečeno, zelo podobna, obe ideologiji zelo podobni, izhajajoči iz istih korenin, sta tudi med sabo začeli precej hitro sodelovati, obenem pa tudi iskali vsaka svoje zaveznike. Spodaj imamo recimo primer levo spodaj, v isti pisarni, kjer je bil podpisan sporazum Ribbentrop-Molotov, pakt med Hitlerjem in Stalinom, vidimo tudi našega kasnejšega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita, v družbi verjetno Molotov in Stalin. Na desni strani pa vidimo velikega jeruzalemskega muftija, ki je kasneje bil zelo aktiven pri novačenju Bosancev v specialne SS-ovske enote, da obisku pri Hitlerju. Mislim, da par let nazaj je eden od judovskih politikov tudi obtožil tega muftija, češ, da je dal Hitlerju idejo za genocid, kar sicer ni ravno verjetno, no, ampak gotovo je
sta pa delila, bi rekel, mnenje, kar se tiče antisemitizma. Torej, zdaj seveda bi bilo nekorektno reči, da so vsi ti totalitarni sistemi, da so enaki, ne? Da se pravi, da recimo, bi rekel, ta radikalni islamski fundamentalizem, nacizem, komunizem, pa recimo še fašizem in tako naprej, avtoritarni fašizem, ne? Seveda ne gre za to, vendar gre za to, da imajo ti sistemi očitno neko močno stično točko, ki jih druži in ki je tako močna, da jih bolj druži kot razdružuje, ne? In se pravi, ta v bistvu kolaboracija med njimi, ne, ki je dejansko bila, bi rekel, delno vojaška, delno pa celo ideološka, je imela nek močen temelj, ne, in mislim, da ta temelj je prav v tem gnevu in besu in želji pouničiti stari red, se pravi, bodi si neko krščansko civilizacijo, bodi si zahodnoevropsko kulturo, se pravi, skupna jim je neka temačna mistika, ki jih vodi v neko razdiralno igro, čeprav se verjetno niti sami ne zavedajo, oziroma se niti ne zavedajo, kam točno jih to pelje. Razni ruski misleci so kasneje temu besu, ne, temu kar preprosto rekli, da so kar imenovali z besedo hudič, ne. Je tisti, ki je na nek način bi rekel, potegnil vse te različne sisteme, da so začeli tako krasno med sabo sodelovati, ne. Zdaj, tukaj je na tem posnetku vidimo, danes ima nemška ambasada to hišo, je pa to pač to je Vidmarjeva vila v Rožni dolini v Ljubljani, kjer je bila ustanovljena 27. aprila 1941 Osvobodilna fronta slovenskega naroda, kot beremo. Plečnik je naredil to obeležje, vendar je verjetno se Plečnik zavedal, kako absurdno stvar dela, oziroma da je tukaj precej tragikomično, da praznujemo ta 27. april, ki pač se sploh takrat nič ni zgodilo, prvo kot prvo, ne, ker so tovariši zgrešili datum, ampak tudi dan prej, kaj se je dogajalo v tej vili. Tukaj je dejansko šlo za neko, bi rekel, za oblikovanje neke ohlapne koalicije, imenovana protiimperialistična fronta, ki se je zaradi te zveze med Hitlerjem in Stalinom je bila operjena proti zahodnim imperialistom, proti Francozom, proti Angležem, ne, in tukaj govoriti, se pravi tukaj, da mi to praznujemo kot nek dan upora proti okupatorju, seveda čista bedarija, ne, ker takrat ni bilo nobenega upora proti okupatorju, upor so izvajali mičkeno kasneje kvečjemu tigrovci, to je pa bilo to, ne, pa znotraj Slovenske ljudske stranke, pa tudi, bi rekel, se je Slovenska legija, pa pri liberalcih Sokolska legija, ki sta se oblikovali in čakali na primeren trenutek, da bi začeli z odporom, vendar kasneje zaradi kasnejših dogodkov, ki jih danes tu ne bom opisoval, do tega ni prišlo. No, Plečnik je po mojem mnenju precej duhovito rešil to zagato, ker je pač bil kot arhitekt, verjetno se je pričakovalo, da bo to naredil, ne, in je moral to narediti in je naredil en tak, če dobro pogledate, en tak pisoar, in celo v uradni obrazložitvi jim je dejal, da tukaj se curki zlivajo skupaj in kažejo na moč slovenskega naroda, ne. Ampak je nekako kritiki so rekli, ni rekel seveda, da je to pisoar, ampak je rekel, da je stenski vodnjak, ne, stenski vodnjak. Tako da še danes stoji tam in krasi cesto 27. aprila.
Torej, zdaj rezultat totalitarnih sistemov, ne glede na minimalne razlike, je pošastno podoben. Tukaj imamo posnetek, prvi posnetek zgoraj, vidimo so ženske kite, ki so bile najdene v Barbarinem rovu pri nas na Slovenskem, desno imamo pa iz Auschwitza kite, verjetno judovski deklet. In zdaj nacizem, ki je povzročil, bi rekel, strahotno zlo, je po drugi svetovni vojni doživel, bi rekel, politično in uničenje, prevzgojo Nemcev, denacifikacija, vse to je, lahko rečemo, Nemci so naredili katarzo, Nemci so se zbudili kot iz neke omame. Namreč nacizem v Nemčiji tudi ni trajal tako dolgo, ni čisto vseh struktur uspel uničiti, ne, tako da se je ta streznitev lahko relativno hitro, seveda ob intenzivni ameriški kaznovalni politiki in istočasno finančni pomoči pri okrevanju Nemčije, ob tej udeležbi so se razmere, bi rekel, relativno hitro normalizirale, ne, in se zgodi potem nemški čudež in mislim, da Nemci danes nimajo hudih težav s tem. Zdaj, kar je ostalo neonacizma, je v glavnem ostalo v vzhodni Nemčiji, kjer se ta denacifikacija izvajala popolnoma narobe, ne. Če so pač enega mulca v zahodni Nemčiji zasačili, kako piše nacistične grafite, so ga prijeli in se je začela prevzgoja, ampak bi rekel neka človeška, ne? Medtem ko če se je to zgodilo v vzhodni Nemčiji, so pa ga pretepli, ne, pri njega, pa zaprli celo familijo in po tem, ko je mladost preživel v prevzgojnem domu, mulc ni točno vedel, kaj je sploh narobe naredil, ne? In zato se je tam ta neonacizem, bi rekel, toliko bolj obdržal kot v zahodni Nemčiji. Na drugi strani pa komunizem ni doživel takega epiloga nikoli. Komunisti so bili pripuščeni v ta krog antifašistične koalicije, že v Atlantsko listino in posledično se je zgodilo, da te katarze, tega očiščenja, tega v komunističnih državah pač ni bilo. Nacistične zločine obsojamo, pri komunističnih pa nekateri kar jih opravičujejo, ne, češ je potrebno razumeti. In maščevanje, citiram, maščevanje po vojni je naravno pravna pravica, konec citata. To je zapisal Iztok Simoniti v sobotni prilogi, pred kratkim sem to prebral. Ali pa tudi Brglez, šef, predsednik državnega zbora, ne, prav tako, češ, da je to neko naravno pravo in tako naprej. Skratka, neko opravičevanje tega komunističnega zločina je zelo, zelo prisotno, vendar tudi drugod po Evropi, ne, tukaj bi bilo krivično reči samo v Sloveniji, tudi drugod po Evropi je ta mogoče ne tako zelo kot pri nas, ampak se pravi, če imamo odnos do nacizma, je recimo jasen. Tukaj Soherija, ko se je našemil s kljukastim križem zapusta, ne, ga je verjetno kraljica in dvor in Britanci so ga zelo ostro prijeli, mediji so se razpisali o tem škandalu, ne, in tako naprej in so zadevo se opravičil in tako naprej, ne. Medtem ko zgoraj pa vidimo, preko eno zelo pomembno gospo iz slovenskega pravosodja, ki je pa skupaj s svojimi prijateljicami Pivkova, ne, na zabavi z rdečimi zvezdami in je to pač se povsem tolerira in se pač to je pa dobra šala, ne, in se z tega ne dela škandala, ne. Tudi, če damo recimo za primerjavo, zdajle sem pred tem predavanjem nisem, ampak ko sem pred časom gledal, koliko recimo zadetkov je na internetu, če vtipkate besedo holokaust,
sem dobil podatek za zapis besede holokaust vam vrže 65 milijonov, mi je takrat vrglo, se pravi 65 milijonov ljudi je iskalo ta pojem. Potem pa sem vtipkal za primer gladomor oziroma holodomor, ki je zahteval ravno toliko žrtev, še celo mičkeno več kot holokaust, ko je Stalin izvedel genocid nad Ukrajinci, pa recimo, mislim, da bilo nekaj čez 500 milijona. Ne. Pomeni, to nesorazmerje, na eni strani zelo natančno in hvala Bogu, in prav je tako, ne, raziskujemo nacistične zločine, na drugi strani pa smo zelo tolerantni oziroma se sploh ne zanimamo za to, kar pa so komunisti počeli v istem času in v precej višjih številkah. Komunisti in tudi to, ne, če rečemo, recimo v naših medijih, recimo desnih, demokratičnih medijih, ne, se večkrat zapiše, komu zabrusiš, ta pa je levi fašist. Ne. To je recimo čist neumna skovanka, zakaj levi fašist, zakaj preprosto ne rečeš komunist. Ne. Da si moramo celo izposoditi tiste besede, ki so ostre, ne, jih moramo vzeti od fašistov, ne, da zaboli. Če rečeš nekomu komunist, ne zaboli, ne, in zato ne uporabljamo tega, govorimo raje levi fašisti, zakaj že? Mislim, tu moramo premisliti že, kako terminologijo uporabljamo, ko se pogovarjamo o teh totalitarnih in drugih sistemih. Komunisti so se seveda po vojni zavedali nujnosti, da povsem počistijo te stične točke oziroma te vezi, ki so jih vezale na naciste. To so že v bistvu v času Kominterne že v 30-ih začeli početi, predvsem pa po vojni, tako da so predvsem čutili potrebo, da se rešijo na tej, bi rekel, tem spektru političnem, se pravi, ko imamo neko razporeditev političnih sistemov, so se prav in močno potrudili, da so fašiste oziroma da so nacizem potisnili čim dlje proč od sebe. Ne. In ne vem, kako jim je ta prevara tako elegantno lahko uspela, da je desnica sprijela v skrajno desnico, ne, te nacifašiste, ker dejansko gre tukaj za skrajno levico po čisti definiciji, ne, ker gre za to, koliko ima država nadzora, ne, in država ima maksimalni nadzor nad človekom, ima v radikalni, v skrajni levici. Medtem ko skrajna desnica pa gre za popolno odsotnost države, ne, za neko, bi rekel, neko anarhijo oziroma libertarci in drugi, ne, se nekako tam najdejo. Medtem ko, in to je tisti politični sistem, ki je takšna, bi mogla biti razporeditev političnih sistemov, ne, in ne takšna, kot so nam je usilili ideologi Kominterne in po drugi svetovni vojni komunisti, ne, se pravi, so se rešili tistih fašistov in so jih tja nekam daleč stran od sebe potisnili. Ne. Povojne evropske komunistične partije pa so v demokratičnih okoljih seveda vedno težje zagovarjale predvojno sodelovanje z nacisti, preganjanje in ubijanje drugače mislečih, vendar bi izgovore za vse to še morda našli, recimo tudi katinski gost, ta masakr v Katinu so nekako tudi zahodne države kar nekako pometle pod preprogo, da ne bi vznemirjale Sovjetske zveze, ne. Vendar pa so imele komunistične partije na evropskem zahodu pa eno veliko težavo pa pri vprašanju gospodarstva, ekonomije. Ne. Tu pa jim je zelo hitro postalo jasno, da je ta paradni konj komunistov, da je dejansko, da so tu pogoreli, da je ta model, ki so ga razvili, ta gospodarski model, ki so ga razvijali v Sovjetski zvezi, da nima prihodnosti. Ne. In zato so se znašli v zagati, ne. Zdaj pa ne bodo več avantgarda, ne. Če ne bodo nekih novih vsebin si poiskali. Ne.
Zato so začeli intenzivno iskati nove zaveznike, sklepati nove pakte in najbolj, bi rekel, so našli zaveznika v generaciji 1968. Ne. To je tisto leto, ki ga tudi naše zgodovinopisje, recimo tudi v šoli, vedno se izpostavlja to kot neko zelo pozitivno leto, ne. Neka pomlad, ko se je začela, ne, se pravi, so se začeli politične sile prebujati. Sarkozy, bivši francoski predsednik, je recimo označil leto 68 kot najbolj temačno leto francoske zgodovine. Je rekel, ne, ker takrat so naši otroci, oziroma takrat smo uničili avtoriteto duhovnikov, učiteljev, pravi staršev, in mladim nismo dali nobene alternative, nič. Ne. Pustili smo jih, potem ko smo vse to naredili, smo jih pustili, zdaj se pa znajdi. Ne. In smo naredili silno škodo svojim otrokom, ne, je komentiral. In leto 68 je leto, ki se je, bi rekel, v uporu, ko se je začel upor zoper tradicionalno družino, boj za spolno permisivnost, idealiziranje vseh kultur in sramotenje lastne kulture, se pravi neka multikulturna sistem, ne, pacifizem, make love not war, ne, ravno se je vojna v Vietnamu je bila na svojem vrhuncu, kritika kapitalizma, spodbujanje migracij, kulturni relativizem, ne, ves svet naj postane en tak melting pot, ne, kjer bodo vse kulturne in druge razlike bodo izginile, ne. In tukaj so seveda našli težišče. Težišče boja se je torej prestavilo iz nekih ideologij, iz polja ekonomije, politike se je postavilo na polje morale, na polje družine, na polje kulture. Marksistični teoretik Antonio Gramsci je že v prvi polovici 20. stoletja pozival komuniste, ne, da se revolucija ne dela z orožjem, ampak morajo komunisti dobiti nadzor nad kulturo, običaji in civilno družbo. Ne, se pravi, gre za to, moraš dobiti nadzor nad kulturo, običaji in civilno družbo. In tega ne narediš z nasiljem, ampak narediš tako lepo z orožjami, ne, in seveda je zato potrebna zelo široka medijska mašinerija, poplava raznovrstnih inštitutov, nadzor nad šolstvom, zdravstvom, sindikati in tako naprej. V Združenih državah Amerike je ta politika doživela zelo hud udarec z zadnjim volilnim porazom Clintonove. O tem se je razpisal en judovski avtor Barry Rubin, ki je napisal knjigo Silent Revolution, ne, tiha revolucija. Pomeni, ta revolucija se ni naredila z ognjem, ampak sploh ni Amerika ugotovila, kdaj so dobili, je ta tretja levica oziroma nova levica dobila nadzor nad mediji, nad šolo, nad zdravstvenim sistemom in tako naprej in tako naprej. Vendar pa je komunistična ideologija zelo trdoživa in bo preživela tudi ta udarec, to je moje mnenje. Namreč poiskala bo nova zavezništva, ker pri izbiri zavezništev itak niso nikoli bili preveč izbirčni, kar kaže pakt Ribbentrop-Molotov. Ali pa fotografija posneta v središču Ljubljane, ne. Jaz sem rdeči džihadist, ne. To je sicer neka slovenska specifika, ne, kjer imamo nenadoma enega džihadista z rdečo zvezdo. Namreč gre spet za neko stično točko, sovraštvo do tega, kar je slovensko, kar je krščansko, kar je tradicionalno, ne, in tukaj se pač najdeta obe ideologiji. Vendar pa to, kar vidite na sliki, v tem trenutku komunistom škoduje, jim dela slabo reklamo, ne. Namreč in taka zavezništva niso glavni razlog, da komunistična utopija preživi. Kaj pa je tisto, to bi moglo biti malo zamenjano, sem se zmotil, kaj bi moglo biti torej tisto, kaj je tisto, kar ohranja to ideologijo kljub padcu sovjetskega bloka? Dobro, niso bili tako
močno poraženi kot nacisti, niso bili vojaško poraženi, ne? To je res. Drugo, kar je pa pomembnejše, kar daje komunistom neko notranjo moč, je pa, če primerjamo nacizem in komunizem. Zgoraj imamo 3 slike vezane na nacizem, spodaj na komunizem, ne? Nacisti postavljajo v ospredje oziroma v središče kot nek cilj estetiko, lepoto, ne? K temu težijo. Vendar je ta njihova ideologija, bi rekel, precej neumna, no. Medtem ko komunizem, a veste, tisti blondni Arijci in to, tudi če si Hitlerja pogledal, si videl, da ta zadeva ni ravno dosleden, ne. Medtem ko komunisti pa so glede tega veliko bolj inteligentni, oni pa postavijo v središče moralo, dobro. In zato je komunizem sistem, ki pritegne tudi dobre ljudi. Nacizem, to si upam trditi, da zelo težko bi šel dober človek, oziroma verjetno ni sploh možno. Medtem ko pri komunizmu pa to je možno. Marsikaterega dobrega človeka je komunizem potegnil, ker govori, v bistvu kar govori, se zelo lepo sliši, sploh v krščanskem okolju, ne. In ta stavek mi je zanimiv, ki ga je papež izjavil: v življenju sem srečal mnoge marksiste, ki so dobri ljudje. Ko je papež to rekel, malo so iz konteksta iztrgali, pa malo papeža kritizirali, pa tako, ampak tukaj ne mislim, se mi ne zdi sporna ta izjava, ampak zdi se mi sporna, oziroma rad bi problematiziral vsebino, kar je papež to rekel, ne. Torej, v življenju sem srečal mnoge marksiste, ki so dobri ljudje. S tem je papež dejansko povedal najhujšo kritiko marksizma, ne. Pomeni, v marksizmu srečaš dobre ljudi. Zdaj, ostati dober v tem okolju je zelo težko oziroma je nemogoče. Ampak potegne pod svoje okrilje dobre ljudi, ker moralizirajo, govorijo lepo, ne. In tukaj potem napisom, gledajte, bodi človek, sprejmi človeka. In tukaj pod tem napisom je dober človek, to je moj brat, moj rodni brat, ki se je tukaj znašel na protestih, teh levičarskih protestih, malo, bi rekel, zaradi nevednosti, malo pa zaradi naivnosti. In to je komunistična, to je zlo. Zato je komunizem bolj nevaren kot nacizem. In zato je bolj obsojene vreden kot nacizem, ker pokvari dobre ljudi lahko. Nacizem jih ne more, ker so že pokvarjeni, že v izhodišču. In krasno se mi zdi, da nihče ni bolj škoregan povedal razlike med komunistom in antikomunistom. Zdaj, žal imamo angleščini, ampak se znate vsi gotovo, ampak kljub temu, ne, preberemo. Torej, razlika med, kako prepoznaš komunista, to je nekdo, ki bere Marksa in Lenina. In kako antikomunista, to pa je nekdo, ki razume Marksa in Lenina. In se mi zdi, tu je neki ta stavek, če bi v času svojega predsednikovanja samo to povedal, po mojem je čisto dovolj povedal. Zelo zaslužen za rušenje sovjetskega bloka. Tam, kjer so komunisti prevzeli oblast, seveda niso mogli ljudem dati tega, kar so obljubljali. Nikjer v zgodovini, nikjer na svetu. Ni komunizem nikoli dal tega, kar je obljubil. Ni primera. Zato je pač potrebno ljudi potem prepričati, da živijo v krasnem svetu, ne? In je treba zato ustvariti psevdoresničnost. Povsod, kjer komunizem prevzame oblast, začne takoj ustvarjati psevdoresničnost.
Se pravi, ljudi začne farbati, ljudi začne voditi za nos. Ne? In zato, da pa to lahko narediš, pa potrebuješ šolski aparat, potrebuješ medije, potrebuješ nadzor nad sindikalnimi organizacijami, nadzor nad športnimi organizacijami, nadzor nad cerkvijo. Povsod, kjer so komunisti prišli na oblast, so takoj šli v ustanavljanje narodne cerkve, so rekli. Ne? Tudi številni slovenski duhovniki so bili pod pritiskom vstopiti v Ciril metodijsko društvo, ne? Kjer so pač imeli bolj nadzor nad cerkvijo oziroma kjer naj bi bili tisti državi bolj naklonjeni duhovniki. Ne? In, ali pa jih novačiti v tajno službo, recimo v Sloveniji konkretno UDBO. Ne? Meni je recimo brat od tega ilustratorja Kosa, Vladimir Kos, verjetno ga nekateri ga poznate, ki je misionar na Japonskem, se je še živ, ne? Še. On je rekel, da so ga prišli na Japonsko snubiti, da bi sodeloval, da bi delal za UDBO. Pa koliko je bilo tam Slovencev na Japonskem, veste? Par. Ampak nikjer na svetu se ti nisi smel počutiti varno, ne? Povsod si pač mogel čutiti, da je prisotna oblast. Ne? Tudi danes je bila v Ljubljani, žal nisem mogel iti, smo izdali eno knjigo o gospodu Zdešarju, ne? Ki je duhovniku, ki je bil v Nemčiji in mi je opisoval, kako je UDBA v Nemčijo hodila in ga nadzirala, kako je ljudi terorizirala v Nemčiji. Ne? Zato, ker so se bali, da bi informacije iz demokratičnega sveta pricurljale domov, ne? Da bi ljudje se zavedali, da tu dejansko živimo v neki pseudoresničnosti. Ne? In zato je bilo potrebno ljudi na ta način, bi rekel, kontrolirati. In rezultat te pseudoresničnosti je popolna moralna pohaba. Ne? Pomeni tukaj dejansko ljudi, če pogledamo danes primere, recimo Severne Koreje, ne? Kjer, če kdaj pogledajte recimo kak posnetek o recimo korejski propagandi zoper Združene države Amerike, recimo, ne. Ampak, dobro, se malo posmejiš, ko to gledaš, ne, kako ameriški predsednik čaka v vrsti za kruh, da bo dobil pomoč socialno, pa tako naprej, ne. In to ljudje gledajo po televiziji in to dejansko verjamejo, ne, mi se to sicer smejimo, ampak to je totalna tragedija, ne. In to je pač rezultat tega je, da ljudi narediš za, en avtor, sem pozabil mu ime, je rekel, v homo sovjetikuse, ne, se dejansko nova vrsta ljudi se razvije, ko ti dejansko razum ne funkcionira več tako, kot je treba, ne, ker zaradi nekih obrambnih mehanizmov, ki jih moraš skozi vklapljati, ne živiš več iskreno, pošteno, se v nekega kleče plaznega in tudi udarniki iz prvih časov komunizma so se potem vsi sprevrgli v neke take pohojene kreature, ki so samo še razmišljali, kako bojo dobro penzijo dobili, pa kaj dobrega pojedli, pa tako naprej, ne. To pohabo potem srečamo na vsakem koraku v postkomunističnih družbah, če smo malo pozorni. Jaz sem recimo, povem en primer, smo z družino, ne vem, koliko imamo še časa, da ne jaz predolg. No, še to povem, z družino smo šli na pico v Divačo, v eno pizzerijo, mislim, da se pizzeriji reče Orient Express. Namreč skozi Divačo je šel Orient Express, ne mimogrede, zdajle so mi dijaki povedali ravno, da zdaj par dni nazaj je film Umor v Orient Expressu od Agathe Christie, da je prišel na velika platna v kino. Torej ta železniška proga je bila speljana skozi naše kraje tudi, ne, se pravi ena od teh, bi rekel, ena od teh smeri, ki je povezovala Pariz in Istanbul,
to je bila taka za petičneže, ne, imenitna zadeva. In bi rekel, ta Orient Express, v spomin pač so naredili to pizzerijo in noter, ko prideš v pizzerijo, imaš noter še železniške tire, pa tako malo vse v duhu tega Orient Expressa, te železnice. In zgodovina lepo razložena in sem potem bral in pač lepo piše, da so pač potem Tito pa te partijski veljaki so na koncu se dogovorili in so uničili ta Orient Express, ker je bil preveč buržujski, preveč tako kapitalističen, zato so to uničili, ne. Pol pa bi tisto pico pojemal in sem potem šel plačat na blagajno in tam zagledam nad blagajno sliko Josipa Broza Tita. Pa sem rekel, ti smo kelnaru, tam sem rekel, čakajte, pa to je tako, da bi v Auschwitzu imeli Hitlerja na steni. Tip uniči, bi rekel, progo, po kateri se nekako ta pizzerija hoče nek spomin obujati na njo, ne. Ti pa njegovo sliko gor obesiš. Dobro, on me debelo gledal, ker po mojem sploh ni vedel, kaj točno govorim. Ampak hočem reči, veste, to je popolna pohaba nekega zdravega razuma, ne, ki jo srečujemo, če ste pozorni, čist povsod in skos, ne. In takrat sem potem napisal eno razmišljanje, s katerim bom zaključil, bom to še prebral. To pa je moj tekst. Pica mi je obležala v želodcu. Ko smo se vozili proti domu, je skozi moje možgane zdrvel miselni tok, cela vlakovna kompozicija Orient Express. V prvi vagon je vstopil Milan Kučan, zadnji partijski šef, ki je javno nasprotoval slovenski odcepitvi od Jugoslavije, nato pa skočil na zadnji vlak in bil več kot desetletje predsednik odcepljene in samostojne Slovenije. Leta 2016 ga je Delova anketa izpostavila kot najbolj zaslužnega izmed osamosvojiteljev, pri čemer je prehitel celo Jožeta Pučnika. Kučanu se je pridružil njegov miljenec Zoran Janković, brezkompromisni kapitalist, ki je na Rožniku v prvem majniku v imenu Zveze svobodnih sindikatov s protikapitalističnimi slogani nagovarjal delavce. Sledil je Branko Masleša, ki je v 80-ih izrekel zadnjo smrtno obsodbo na Slovenskem, v demokratični državi pa postal predsednik Vrhovnega sodišča. Slovenska sodišča so v njegovem času ekspresno lotila nekaterih ključnih osamosvojiteljev in oprostila častnike agresorske jugoslovanske ljudske armade, ki je pod simbolom rdeče zvezde pobijala naše ljudi in rušila naše domove. V zadnjem vagonu je sedel nekdanji uslužbenec službe državne varnosti Janez Žirovnik, ki bo v kratkem, zdaj že verjetno je, zagovarjal doktorsko disertacijo z področja varovanja človekovih pravic s naslovom Procesni model presojanja posegov obveščevalnih služb v komunikacijsko zasebnost kot logistični izziv. Nora vlakovna kompozicija. Poleg naštetih sem zagledal še cel kup pripadnikov nove vrste Homo Sovieticus. Ta je očitno sposobna norih anomalij in brezmejnih perverznosti. Brezmejnih, gotovo imajo tudi njeni pripadniki nekje moralne meje. Gotovo ne bi želel imeti, na primer, nagrade Izidorja Cankarja, ki ga podeljuje Umetnostno-zgodovinsko društvo Slovenije, nekdo, ki bi nekaj let prej kot udbovec opravljal nadzor nad Izidorjem Cankarjem. Ali pač. Besançon je v odlični knjigi Zlo stoletja zapisal, da sta nacist in komunist zrela za terapijo na klinični psihiatriji. Psihiatri namreč primerjajo njihovo stanje s shizofrenijo in paranojo. V Sloveniji komunistična ideologija ni doživela javne obsodbe. Mnogi jo še danes zagovarjajo ali celo sledijo. Po Besançonu živimo v družbi polni psihičnih bolnikov, ki oblikujejo javno mnenje, kadrujejo, sodijo, skratka ohranjajo stanje norosti. Najbolj noro pa je, da so prepričani v svoj prav in so sposobni v nedogled razpravljati na forumih, zborovanjih in gostilnah. Namesto da bi se z njimi bavili strokovnjaki medicinske stroke, se moramo vsi, saj svojim kričanjem v javnomnenjskem prostoru preglasijo vsako razumno argumentacijo. Medtem ko demokratičen svet posodablja svoje železnice, sedimo Slovenci ob ugaslem Orient Expressu. Sedimo na peronu in opazujemo, kako drvijo tuji vlaki in kako nas je povozil čas.